Danes se je v Kölnu pričela fotokina, ki se odvija vsaki 2 leti in velja za največji fotografski sejem na svetu. Večji proizvajalci fotoaparatov in opreme so svoje novosti, rešitve in ideje predstavili že nekaj dni pred prireditvijo. Nas pa je zanimalo področje snemanja videa v svetu zrcalno-refleksnih digitalnih fotoaparatov. Omejitev pri snemanju videoposnetkov v DSLR-jih je bistveno manj kot pa prednosti. Omejitve so dejansko takšne, da do zdaj je bil autofokus precej otežen. V kompaktnih aparatih je enostavneje izostriti posnetek, ker ima avtomatsko ostrenje objektov, medtem ko pri DSLR-jih je bilo zdaj potrebno natančno ročno ostrenje. Z novima modeloma, torej tako z D3100 kot tudi z modelom D7000, pa je že tudi popolnoma avtomatsko ostrenje in sledenje motivom. Nekoliko omejeno časovno snemanje videa, torej v samih kompaktih ponavadi snemanje videoposnetkov ni časovno omejeno, medtem ko v DSLR svetu so posnetki zaradi velikosti posnetkov pa tudi segrevanja tipal omejeni časovno, torej v polni visoki ločljivosti je omejeno na nekaj minut do 10 minut ponavadi. Obstaja pa tudi nekaj prednosti snemanja videa v DSLR aparatu. Nenazadnje lahko na DSLR aparatih uporabljamo širok izbor objektivov, ki na kompaktnih aparatih niso možni, torej od goriščnic z zelo širokim kotom ribjih očes pa do ekstremnih telefoto objektivov. Poleg tega so ti objektivi ponavadi svetlobno zelo močni, lahko se igramo z globinsko ostrino, torej z manjšo, večjo globinsko ostrino, kar na kompaktnih aparatih ni možno. Ne pozabimo pa tudi, da je v DSLR svetu razvoj visokih ISO občutljivosti bistveno boljši kot v kompaktnih aparatih, torej videoposnetke lahko snemamo skoraj v popolni temi, v nočnih razmerah in ohranimo v bistvu maksimalno kakovost videa napram kompaktnem videu. Koliko pa profesionalci dejansko uporabljajo možnost snemanja videa v svetu DSLR-jev? V bistvu vedno več uporabnikov se ukvarja z snemanjem videoposnetkov, imamo vedno več povpraševanj profesionalnih fotografov, ki se po novem v uredništvih časopisnih hiš, revij ukvarjajo tudi z snemanjem krajših videov, predvsem za potrebe internetnih objav. Smo pa imeli tudi primere, ko so na DSLR fotoaparate posnete tudi reklame za televizijo v polni visoki ločljivosti, nenazadnje tudi že nadaljevanke filmske, pa tudi celovečerni filmi.